Lep pozdrav vsem skupaj. Sem šel na krajši izlet v Srbijo. Danes je prvi dan, gre proti koncu, sicer sonce mi ful sije oči, da komaj gledam. Verjetno tudi to malo čudno na videu izgleda. Sem pa na ful eni lepi točki, tako sem je na 200-300 metrov vzdigen nad nekim jezerom, tukaj je prepadna stena zadaj, pa potem jezero, to jezero je umetno, tamle malo nižji dol je ta jez, sem videl, ko sem se gor pelal. Mogel sem jeti nekaj časa peš, ampak se je splačalo, tako da tukaj je res lepo, fenomenalno. Sem rekel, se malo javim, da malo povem, kako se imam tukaj v Srbiji. Včeraj sem se odločil, da grem. Šel sem šele ob ene 2 popoldne, v Valjevo sem prispel ob ene 9 zvečer. Tam dobil super nastanitev, seveda sem jo že prej preko Bookinga rezerviral. Mislim, da ima 9,8 oceno na Bookingu. Dobra lokacija, ful lepo, cena smešna, 29 € za 2 dni. To je velika soba za 2 osebe, jaz sem sicer šel sam, tako da če si sam, pač imaš to smolo, da je običajno cena za eno osebo ali pa za 2 ista, oziroma mogoče je za 2 osebe, če bi bil še nekdo zame, bilo mogoče 3 ali pa 5 € največ dražji. V največ primerov pa kar isto ostane. Tako da tam super imam, 2 dni bom tukaj v Valjevu prespal. Zjutraj sem šel najprej nekaj pojest, ker nisem 22 ur nič jedel. Sem si nekaj finega privoščil, tako da že zdajle sonce počasi zahaja, ampak jaz sem še zmeraj set od tistega zajtrka. No, pleskavico dobro sem pojedel na kajmaku. Res super, super je bilo. No, potem sem pa tako, ko imam navado zmeraj, sem šel pa najprej v ta turistično-informativni center, malo poprašati, kaj je za pogledati v Valjevu. Čisto enostavno samo vpišeš v ta Google zemljevid in te pripelje. Sicer to je bila neka taka tam pisarna v eni malo starejši stavbi. Vstopim noter, ena ženska je bila, malo se ustrašila, ker ni maske imela, se ti začela hitro popravljati. Pa ko je pol videla, da sem neki popotnik, je kar snela. Mene to sicer ni motilo, če me je ta korona usojena, mi je usojena, kaj čem, pač treba preboliti. No in potem se ženska potrudila, mi to razložila vse, pokazala, dala cel kup brošur. Tako da, ko bi za svojo firmo delala, ne. Sem se zahvalil, sem rekel, hvala gospa, izredno ste prijazni. Je rekla, ja, saj to delam, to moram biti. Je rekla, upam, da še kdaj pridete, pa to. Sem rekel, ja, bom videl, kako bo situacija, ne da mi ni všeč, ampak veliko lepih krajev je na svetu, ki bi jih človek rad obiskal. No in potem sem se šel sprehoditi do te zadeve, za katero sem sploh prišel v Valjevo. To je pa spomenik Stevana Filipovića. Da ne bom zdaj to na dolgo in široko razlagal, en video prej sem to objavil, pa si poglejte. Bom dal tudi, dobro, ne bom linka dajal, samo poglejte, en video nazaj je objavljeno. To je en hraber mož, ki so ga Nemci ubesili leta 1942. Je pa že, ki je mu ta štrik okoli glave, je še zavpil, dvignil roke, pa rekel, smrt fašizmu, svoboda narodu. In potem so pa to, ne vem, leta 1960 so mu pa spomenik postavili. Jaz sem o tem človeku veliko prebral in zato me je to fasciniralo in sem šel pogledat.
Potem sem pa še ugotovil, da je ta spomenik delal isti kipar, kakor je delal ali arhitekt ali kaj, ki je delal objekt na Petrovi gori, ki sem pa tudi bil pred slabim letom. To si lahko na mojem blogu pogledate, neverjetna zadeva. Zdaj, kdo bo rekel, kaj češ gledati spomenike Jugoslavije? Eni me bojo celo obtoževali, da sem komunist. Vse sorte mi ljudje kdaj rečejo. Eni, da sem komunist, eni, da sem kapitalist, eni, da sem janšist. Ampak jaz se to ne oziram. Jaz nisem od nobenega toliko neumen nisem, da bi za kakšno politično opcijo bil, ker je zelenega psa pa poštenega politika še nisem videl. Ampak to sploh nima veze, hočem nekaj drugega povedati. Glejte, te spomenike v Jugoslaviji so delali vrhunski kiparji, umetniki in to ni kar nekaj brez veze. Zakaj tako mislim? Prvič zato, ker sem jih že veliko videl in to je nekaj. Ta drugič je pa zdaj, ko sem jaz tole iskal informacije ravno v tem spomeniku v Valjevu, sem naletel na spletno stran dveh Američanov, ki sta čist navdušena na tem našem spomeniki in sta celo bivšo Jugo obgledala te spomenike, postavila spletno stran in sta popolnoma navdušena na tem. In lejte, to ni kar nekaj brez veze, ne. Lejte, to so res lepe stvari. Tako da na tej poti imam namen pogledati še par teh spomenikov. En zdaj v naslednjih dneh bo Kadinjača. To smo z vojsko šli pogledati. Namreč jaz sem bil v teh krajih, ko sem zdaj v Srbiji, v vojski, v Kraljevo. Imam lepe spomine na te kraje, na ljudi, na vse imam lepe spomine. No. Tako da te Kadinjače se spomnim samo, da smo tam bili in da mi je en sovojak iz Srebrenice rekel, vidiš, tamle čez sem pa jaz, tam je pa Bosna, Srebrenica. Ne spomnim se pa nič tistega spomenika, pa nič, tako da komaj čakam, da to vidim. Kadinjača, tam je neka, partizani so neko Nemce napali ali nekaj tacga je bilo, ne, sicer bom to preštudiral, ali prej bom šel, ali pa takoj pol, ko bom šel. No, je že, ko sem šel, sem vedel, da bom videl ogromno lepih stvari, pa vedel sem tudi, da se mi bojo dogajale neke stvari, ki so sploh nepredvidljive. Ampak sem vedel, da bojo prišle. No, in ena taka je že danes prišla, ne. Tam, ko sem tega Stevana Filipoviča gor bil, to je gor nad hribčkom, nad Valjevom, vam tudi povem, lejte, či sonce imam brez oblačka, ful lepo bilo tam sedeti, malo opazovati, malo sem poslikal, posnel, tudi tam nisem imel sonca na pravi strani, zato grem to jutri zjutraj še enkrat poslikati. No, in potem pride tam en kolesar in ga jaz pogledam, pozdravim, potem se pa nekaj človek hoče slikati, prav bi ti mene poslikal, ne. Sem rekel, ja, bom, tam vzamem tudi to, po minuti pogrunta, da nisem Srb, in prav, odakle si? Sem rekel, iz Slovenije. Ja, iz Slovenije, je pa da bi, ne vem, da bi, ne vem, kdo prišel, ne vem. In ja, zbog čega, zakaj sem prišel, ne? Jaz pa niti nisem vedel, kakšna usmerjenost je človek, pa sem rekel, v Valjevo sem prišel, pa sem zaradi tega spomenika. Ampak zdaj sem prišel tudi, sem šel na ta turistično-informativni center in sem videl tudi druge stvari, tako da lep kraj, sem rekel, šel še marsikaj pogledati. Rekel, pa to ja govorim tim budalama dole, da ljudi dolaze v Valjevo baš zbog Stevana. Jaz sem komunist, jaz sem Jugosloven. Nimam rad četniku, čez četnike govoril, celo čez sina svojega je govoril, ker je bolj
srbsko sverjeno, on pa prav, jaz sem Jugoslovan, jaz, ki je bil popis prebivalca, sem se opredelil kot Jugoslovan. Prav komunist sem bil, sem še zmeren komunist. Tako da, sem se s tem človekom kakšno urco pogovarjal, mi je vse živo povedal, zanimiv sogovornik. Jaz imam take stvari rad in si zmeraj vzamem čas, čeprav mi je pol za drugih stvari, sem mogel malo plane spremeniti, ampak gledajte, to druženje z nekim domačinom, da ti nekaj povejo, to je najboljš, kar se ti naredi. Tako da, takih stvari sem prepričan, da bo še veliko. No, tudi tale Valjevo, ta star del, ne, meni je ful lep. Sicer se vidi, da je revščina in imaš tam tista glavna ulica, ki je, so lokalčki, moram reči lepi lokalčki, ampak so dve hiše zelo lepe, pol se pa ena skoraj podira, pa ena spet lepa, ampak tiste, ki so lepe, so pa lepe. Tako da, meni je všeč, no, tako da, ko se vrnem nazaj v mesto, bom šel tam nekaj pojest, spiti, pa sploh ne vem, če bi jedel, ker nisem lačen, pa zvečer jesti ni najboljš. Kil imam preveč, ne premalo, tako da če kakšen obrok spustim, nič narobe. Tako da, ko sem bil tam na tistem turističnem informativnem centru, pogledam tisti prospekt, najprej navdušenje, kaj je ful lepih stvari, potem pa živčno. Kako mi je to vse videl? Zdaj sem malo živčen, ker ne vem, kaj narediti, ali en kraj bolj detaljno obdelati, ker sem že razmišljal, da bi en dan v Valjevu podaljšal, če se en dan v Valjevu podaljšam, potem en dan nekaj drugega ne bom videl, en drug kraj ne bom videl, ne. Se mi pa zdi, da bolj, ko bom šel južno po Srbiji, bolj bo zanimivo. Tako da se ful veselim, sploh ne morem povedati. Glejte, zjutraj, ko sem šel na ulico, malo pogledati, sem si rekel, Madonna, je življenje lepo. Pa je res lepo, meni lej samo tole, da potujem. Glejte, je že z avtom, ko se pelem, uživam, pa gledam. Meni noben problem. Tista avtocesta od Trebenga do skoraj Beograda mi je bila majčkeno zoprna, ampak se zamotim, poslušam kakšen YouTube ali kaj takega, tako da mi je minilo takole, ne. Glejte, ampak tle, ko se vozim po teh hribih in to zdaj imam najbolj zanimiv del pred sabo, to je meni vse skup interesantno, opazujem. Glejte, tudi vse je zelo tako pocen, ne, tako da zdaj, da bi kdo rekel, da zaradi denarja ne more potovati, glejte, jaz to skoraj ne morem reči, da se ne morem s tem strinjati. Ker to je tako pocen, ne, glejte, primer, ne, da bi 4 šli, ne, se pravi, da si pol deliš in stroške za prevoz in tudi, ne, tamle sem gledal, tudi imam planu iti Užice, včasih so bile to Titove Užice, Užička republika smo se učili v šoli. Tam je hiša s 3 spalnicami za 8 ljudi, z zunanjim bazenom, sicer nimaš zdaj bazena, ki je rabiti, ampak to je vila. Je najem, mislim, da ene 35 evrov ali pa 40 maksimalno. Jaz sem gledal za 2 je 20 evrov. Pa pol dobiš 3 spalnice, ne. V glavnem, lejte, smešno nizke cene. Se pravi, potem, če greš 4 ljudje v tako hišo, plačajo prenočišče manj kot 10 evrov. Če gre 8, samo 5 evrov, ne, še manj kot 5 evrov. Tako da cene so res nizke. Tamle, jaz sem šel zjutraj jesti v eno restauracijo, taka zelo dobra je izgledala, ne. Pa sem dal za to neko pleskavico s prilogo, ampak to je bila orang zadeva, ne, je bilo manj kot 4 evre, ne, ampak to je res tista pleskavica, ne, ki je pri nas tičejo prodati, ne, piše leskavočka pleskavica, ne, ali kupljena je pa v Hoferju, mislim,
te gostinci, da nimajo nič, bi rekel, nekih idej. Madona, če pa ti pleskavico delaš, jo moš ti tu sam po nekem svojem receptu narediti. Ne pa, da v Hoferju kupiš, pa pol pri 5 ješ pleskavico, pa pri vseh 5 enaka, ne. Tako da, mislim, s to našo pleskavico, žal, se upravičujem, če kakšen gostinec to dela, ampak gledajte, tako je. Tako da s tisto pleskavico se to ne more primerjati. Tako da je bilo odlično, cena pa manj kot 4 evre. A ja, na kajmaku pleskavica, ne, se pravi tudi kajmak, manj kot 4 evre s prilogo, ne. Kava je bila manj kot evro, no pa sem pa gledal tam v centru čist, ne, imajo pa neke sarajevske čevape, so pa, bom rekel, ta velika porcija, 250 gramov, je manj kot 2 evra. Tako da, lejte, da se čist pocen tukaj čez pridati. Tako da, lejte, to ni razlog, po mojem denar ni razlog za potovanje. Da ne moreš iti na potovanje, ne. Da se greš lahko tudi bliže, ni nujno, da greš v Srbijo. Dober, Bosna je rdeča, ampak res, lejte, tole tlele dol, ko gledam, zdaj je sonce malo pol, tudi že malo lažje gledam. Madona je lepo. Madona je lepo. Mislim, jaz živim za take trenutke. Lejte, to je to. Ne hrepenim po nobenih milijonih, Ferrarijih, jahtah, vikendov na morju, čeprav morje mi je super, ne? Ampak, gledajte, vikend na morju, mislim, to je neumno. Poljsko shodiš v isti kraj, z vzdrževanjem imaš toliko stroškov, kakor imaš z najemom, pa zmeraj drugam hodiš, tako da jaz tega ne bi imel, niti nimam želje. Seveda pa nič narobe, če drugi imate, ne. Jaz nisem nobenemu nič navoščljiv. Moje življenje, kvaliteta mojega življenja je odvisna samo od mene, pa od nobenega drugega. In če jaz nisem s svojim življenjem zadovoljen, potem moram sam pri sebi najti napake, kaj narediti, da bom zadovoljen, da bo boljš. In to je to. Zdaj pa, če enemu gre boljš kot meni, to nima nobene veze z mano, ne, tako da mene to ne zanima. Jaz imam unikaten življenje in sem vesel, da sem glih Tomaž Gorec in ne bi z nobenemu zamenjal za svoj život. Enega tipa sicer poznam, ki mu zmeraj rečem, če bi pa še enkrat se rodil, bi pa ti bil. Ampak to je mečken zajebancije, ne. Mi je pa njegov lifestyle res všeč, tako da mu tudi rečem zmeraj, ne, če sem komu navočljiv na tem svetu, sem navočljiv tebi, drugemu pa res nisem, ne. Tako da mečken že filozofiram, ne. Ampak je tlele toliko lepo, da ne moram povedati, res ne. Res je fino. Nič, ne bom več filozofiral, te tole za danes, spremljajte me na YouTubu, na Facebooku, na Instagramu, lejte, na Instagramu slikce objavljam, na YouTubu videoposnetke, na Facebooku malo tega, malo unga, v glavnem materijala imam toliko, da bom to zdaj objavljal vse posod, ne bom isto. Ene stvari, ki pa še bolj na YouTube, jih bom dal na YouTube, tiste, ki bolj na Instagram, to so običajno slike, ampak tudi video, kdaj dam, ne, bom dal na Instagram. Na Facebook pa tudi dajem, ne, mislim, tam pa dajem vse, sam lejte, to je toliko tega, da itak ne morem dajati vse isto, tako da me, ki bi bilo pol preveč objav na dan, tako da dajte me tukaj na teh 3 socialnih omrežjih, me spremljajte. Če me ne sledite, bom hvaležen, če me sledite. Seveda pod pogojem, da vas tole, kar obiskujem, kar delam, da vam je to všeč. Če vam ni všeč, pa če vam je to brez veze, potem nima nobenega smisla, raj vidim, da ne. Če me pa boste, sem pa izredno hvaležen, ker tole, kar delam, rad delam in
kdo misli, da kaj veliko s tem zaslužim. Ne? Mene zaslužek ne zanima. Meni je samo dobro, če me ljudje spremljajo. No? Pa če mi kdo kakšen pozitiven komentar napiše. Kdo bi rekel, da si s tem dvigujem ego, samozavest ali karkoli. Lejte, če bo to kakšen strokovnjak rekel, pa če je tako, naj bo tako. Meni je to dobro, no? Tako da, dokler sem pa jaz zadovoljen. Je pa to najbolj pomembno. In tudi vsem drugim privoščim zadovoljstvo, da se imajo fino. Tako da, imejte se, zdaj moram pa res nehati, ker hočem še tale zahod sonca posneti na veste, na hiter posnetek, da sonček samo dol pade. Se to še malo učim, tako da ne vem, kako mi bo ratalo, ampak upam, da mi bo. No. Tako da lep pozdrav iz Srbije, moje ime je Tomaž Gorec, spremljajte me, adijo.